Mama si da ful veliko zamišljen. Ker ne pravi visoke. A mama že tole? Ti si deli enaki. Mamo, to si što kaže prej. To je roža, ampak dobro. Ma ne, to ni rož, to je rož. Rož ne sme biti. Ja, nije mazano. To ti bo pa tle. A si videla včeraj tole miško? Ne, štela sem stavil. Okay. Druga skupina ima 48 listkov. Štiri smo dali ven, ker so bili po dva. Tako da se ne šteje. Okay. Ta je vaš še? Ne. Ok. Tamkaj padlo. 48 za Imam še eno stvar, gledajte. Mravlja. Ok. Ena, dve, Po 10 ideš skupaj, veš? 3, Ti bo pa lažje. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tu bila stvar ni. ja. 10. Kaj izga tukaj? Ni, ne. 12, 12, 13, 14, 15, 16, Zdaj to še vse želim. To se je vrnilo. 17, 18, 19. Vse. Aha, ta, ok. 20. Srebrenova in zlatova. Samo niste 21, 22, A to pa je toli. 23, 24. Kaj je to? Ne. Ne, to se ponavlja od tele. Ja, tisto izločite prvo. Aha, ok. Čakaj, kje pa je? Tale. Ta, ja. To, aha. Vse ti tri mislim. Močvirska preselca je to. Pa smo na... Zakaj ste pa njim to šteli? Ven smo dali, ker se je ponavljalo. Se šteje drugače. A pa. 24 je bilo. Minus. Ena. A ne. Ja, zato ker smo kle eno štel. Pa še tam, pa taka je bila kle. A 3 so bile? Pa če še ni. Mislim, čak, pol je to 22. Ok. Ej. 20, Trpotec je to. Ej ti. Ne, zato ker imajo tam podvojen list, vidim. Kar obajda ven. kje pa je? Kje pa je? Je lej ga. Si me. Tale. Tole? Ja, Aha, ok. date ven. Kak je to? 37 je bilo, zdaj minus 2. A tu je to? To je trpotec, ja. Jaz sem mislil, da je bilo. Vse popoldne bomo imeli spet žitno hrano, tako da 30, bomo malo več o tem povedali. Zato pa zdaj le mačkano oči odpiramo, da boste videli, koliko različnih rastlin obstaja sploh. A ne? Še več jih obstaja, seveda. 64. No? 50, Naga smo že. Časem, da vidimo, koliko je končni rezultat. 60, 3, Ja, vam, da veš, koliko starejši imajo. Pa vi imate slično. brez prepiranja, prosim. Laris, a ni tako, da več insektov, kakor pa vseh drugih živih. 80, Zdaj še ti. pa se malo pa. Mislim, da je več živali. A, ta se prilepi na oblačilo. Opa. 1, 2, 3, Pa ne ščiline se to. 4, Kar polovica. 7, 8, 10, 90. Ali so šteje? Ja. Ja. To je že 96. Odlično, bravo, zelo ste se približali rekordu, ki je 106, smo rekli, a ne? Tako da ja, zelo lepo. Vi ste dobili A, Max, kako se lepo prepopa listek. Jaz sem mislila, da ima onih, da
Pa se lahko zakamufliraš lahko z njimi, ne? Ko smo imeli igro za stavc, tam bi rabo sedel. A ne? Ja, Sploh ima na oranžno majico, a? Evo, zdaj veš. Šole. Kdo je najvišji? Njegova desna roka. Bo mogel še nekaj časa Žgančki. žgančke jesti, tako, ja? Dobro si rekel. Še nekaj časa. Ampak ja, imate še čas tudi vi, da zrastete, kot sem ga jaz, ne? Je res. Čas. Ne moreš zdaj narediti, da bo jutra, je tako? Ok. Če boste dali mir, bi vam zelo rad pokazal, kako se upravlja različne loke, kakšne puščice poznamo, kakšne loke poznamo. To bi vam na hitrico predstavil, potem boste pa vi tudi sami se preizkusili v lokostrelstvu. Ja? Torej boste po ekipah tekmovali. Mačka, boš počakala, prosim, a si kar vprašala v bistvu. Moja sestra je sama naredila lok. A res? Tudi mi ga znamo sami narediti, če boste želeli, če boste imeli željo, ga lahko naredimo. To je vaša želja, če boste pokazali, jaz ga znam narediti. Iz palce pa Iz 3 palc. lesko. Iz 3 leskovih palc, približno enake debeline, s tem, da 2 obrnete normalno gor, s ta tankim koncem navzgor in potem ta 3 obrnete s debelim koncem gor in s tankim dol, tako da pridejo takole visoka. Vsaj takole mora biti visoke, tukaj sem sam dolg, a ne, visok. In 3 palce skupaj zvežeš na 5 delih, zgoraj, spodaj, v sredini pa še vmes. To veste, koliko je to močen lok. To se sploh ne zlom. Zato, ker loka se ne odlaga nikoli na tla. Nikoli. Spravi, tam, ko se lok ukrivi, dajo te palce ena drugi oporo in se ne more zlomiti. In so zelo, zelo prožne potem nazaj, a ne? Ne vem, če si predstavljate, ampak ko pridejo 3 skupaj zvezane. In ko se to ukrivi, se vse 3 ukrivijo skupaj. Ne? In to je res dober šus potem, se reče. Ne? Ok, najprej bomo začeli s klasičnim lokom. To je aktivni lok, kateri uporablja generalno lesene puščice, se pravi lesene, iz lesa seveda, in iz gosjih peres. To so prava gosja peresa. Malo so že poškodovani, kaj jih pač otroci po rokah hvalajo. In kakor vidimo, je na puščici vedno eno pero drugače obarvano kot ostali 2. Ne? To nam pove, katero pero mora biti obrnjeno proti nam, ko začnemo streljati. Prav ta lok je tak, da vidite, ima tukaj ležišče za puščico. Puščico položim takole gor, jo zapnem tukaj z tem jezičkom v tetivo, a vidimo. In potem uporabim samo te 3 prste. Ta palc pa kazalec dajte skupaj. Torej palc pa mezinc, se opravičujem. Dajte skupaj in te 3 prsti, ki ostanejo, grejo takole, vidite, do ta prvega členka, ne do ta drugega, da ne bi do tako grabil. A pa tako vidim, da streljajo, to ni nič. Vi možete v bistvu spustiti, potegniti, nikoli ne smete praznega loka spustiti, ker vam lahko ga raznese, razbije, pa zlomi, pa vam kje v oči vrže, a ne? Resno vam govorim. Se pravi, puščico takole zataknemo. V nasprotnem primeru bi se kaj zgodilo, če bi obratno naredil, vidite, tale jeziček gre takole noter, se pravi, puščica bi šla pa čez ta pero in bi definitivno spremenila kaj? Smer. Zdaj razumemo? Ja. Ok, se pravi, to je, kot sem rekel, ta lok se imenuje instinktivni lok, to je tetiva, to je lok. Še kaj drugega rabimo vedeti. To so peresa, pa uho, pri puščici pa konica. Ne? Ta je klasična konica, bomo potem pokazali pa še druge. Se pravi, ko sem na lovu, imam lok takole, vidite, rahlo
napet, se pravi, da mi je puščica že v ležišču pripravljena za strel. Hodim po gozdu, karikiram, a ne? Samo pokažem, kako to poteka. Hodim po gozdu, lahko me že tudi tako držim, a ne? Če slišim, da sem se približil neki živali, a ne? In ko pridem na različno, cak, brez merjenja, brez vsega, samo pogledaš v cilj in spustiš. Ste videli? A sem kaj meril, a sem kaj čakal, samo tako, a ne? In to je, se reče, instinktivni lok. Brez merjenja. Vi boste imeli tak lok, ki boste lahko malo bolj pomerili. To je res bolj po občutku, a ne? In zmeraj, kadar začnete trenirati, je smiselno, da vzamete 5 puščic, 5 puščic in začnete na eni razdalji, ki je relativno blizu, a ne? Se pravi, bom zdaj spet pokazal, tle v tem primeru pa rdečo pero gre proti mojemu nosu, proti meni, proti mojemu obrazu, ne? Vidimo? Se pravi, spet, op, cak. Recimo, da je moj cilj, da mi je malo strah streljati tole leseno puščico, ki vozim kar z mano. Se pravi, cilj mi je recimo A4 lista, ne? A vidimo? A4 list vam je cilj. Se pravi, vedno začnete na A4 listu streljati, na približno enih 5 metrih in se potem, ko zadanete vseh 5 puščic v ta A4 list, pomaknete lahko za 1 meter nazaj. In spet 5 v A4 list in ko enkrat zgrešite ta A4 list, veste, da ste šli predaleč. Ne morate še rabite trening na določeni razdalji. Se pravi, pridemo do tarče, pok. Sem noter, A4 list je. 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 Sprav brez merjenja, sprav bolj merem slabše, ne? Vidiš? Ne zadržujem tetivo na enem mestu, slabše rezultati so, ne? A sem v A4? Ja. Sem. In zdaj se lahko pomaknem nazaj. Prav zdaj se boste tudi vi malo pomaknili, pa da vidimo, če sem še noter. Kar še malo bolj nazaj. Prav, dajte še malo nazaj, 2 metra, prosim. Še nazaj, še nazaj, še nazaj. Dobro. Zdaj pa to že malo večja razdalja, ne? Še kar ene 2 metra ali pa 3 nazaj. Ne? Kaj naredimo? Ista zgodba. Pok. Sem. Ja. Ja. Zaglih. Mogo da ta 4 list gor, da bi videl, če... Recimo, da sem no. Ta je bila pa čist ven. Se pravi, sem šel predaleč, a ne? Ja. Tako je. Še ena. Dal bi se tudi bolj potruditi, a ne? Zdaj malo hitim. Ampak, tako se pač trenira, s takim lokom, instinktivnim. Okay? Začnite gledati takole 10 metrov višji gor nad mano, nad puščico. Tam začnite gledati, pa jo spremljite, kako bo letela. Počakaj najprej, da pristane in tako naprej. A vidimo? Ja. Vidim, ja. Samo eden, hej, počasi. Počasi. To pomeni, koliko kilogramov morate napeti, da napnete lok.
Ne, funtov je, da se me najdu, mogo bi preračunati, koliko je to točno. Vem, da je 150 funtov je treba 76 kg, približno na polovico damo. Se pravi, če je 60 funtov, je približno 30 kg treba povleči, a ne da napneš. Se pravi, bi eno dno stalo težko napil. Do polne mere verjetno malo težji, no? Ampak bi se pa dala. Veš, če si sunkovita, ne, če je res to narediš na hitro. Vsaka konica se zelo lepo takole odšravfa ven, z puščice in damo noter lovsko konico. 18 plus piše, ja. Te so v Sloveniji prepovedane za uporabo. Pa se bilo vprašanje, zakaj jih pa prodajajo. Ja, zato, da greste lahko na lov na Hrvaško, kjer je dovoljeno z lovkom lovita, ne? Pa še to samo v oborah. Brije. Kaj, kako se obrijem? Ja, ali pa človeka, če ga zadane zlopa. V glavnem, če bi, poslušajte, če bi ta konica bila gor na puščici, se ne bi pri živali skoraj nič zgodilo. Sicer bi jo preluknala puščica in bi potem puščica zamašila luknjo. Če bi bila taka konica. Če je pa taka lovska, si pa predstavljate lahko, kakšna velika luknja nastane, ko to prebije. Prosim. Da te za ostrice, za večje od loka rabimo, da kdaj naredi večjo luknjo, da vsa kri steče ven iz krvi. Iz telesa, a ne? Ker te majhne, navadne, Zamašijo luknjo, ne? ja, zamašije in ne more iti Kriven, ne? ven kri, je enako, no. Tako. Ste videli? Kako to izgleda? Kupil sem jih v trgovini. Ni black market. To je legalno kupljeno v trgovini z računom, vendar je prepovedano uporabljati v Sloveniji. Greste pa lahko. Gre na začetku zelo težko, še težko. Glejte, škripčejo, kaj se dogaja, se pravi te dva škripce gor pa spodaj in v eni točki, glejte, postane pa, tukaj pa postane čist lahko in ga lahko z enim mezinčkom držim pol ure. Cel dan. Cel dan. Z lahkoto. V bistvu ne cel dan, ampak toliko časa, da se mi žival pravilno obrne, da je lahko ustrelima, ne? Nategnemo, pride žival pač na krmišča, kamorkoli na vabo. Vidite, da lok sploh ne držim v roki, da bi ga mogel držati, ne vem kako. Sam stoji, gledajte, kakorkoli ga dam. Sam stoji v roki, vidiš, kako imam roko odprto. Ne rabite ga ful močno držati, ja? In kot sem rekel, ko je v zadnjem položaju, ga lahko držim res dolg časa. Boste probali. Ko ga spustite, ga vedno spustite ročno, da ne bi to spustil. Ker bo lok eksplodiral, se bo zlomil zaradi sile in vas bo kje udaril. Opozarjam vas še enkrat, ne spuščajte na prazno nazaj, da bi ne spustili na prazno. Tako, a veš? Ste razumeli? Če je puščica gor, ni težav, ker je nek upor. Če ga pa ni, gre pa vsa sila pol na te krake in se lahko zgodi huda nesreča.
Zelo hude, ja? Zelo me. Kot je mojno potrošnje. Povej. Zakaj pa so tri? Kaj? Vidi zato, ker delujejo, vidiš, da ti pomagajo. To se vse premika, ne? Ja, ampak če bi hotel, na primer, s drugo vrvico. Ne gre. Ne gre. S to moraš. Tako je posebno. Kako? Vse boste poskusili, no? V glavnem, dajte v roko, a ne? In vedno, ko prijete, vedno enako nastavite gor na konico ust. Tole kost, tole gor. Na vrhu pesti. Spravi, polečete, spravi te tri prste porabite, vlečete in pridete vedno s to kostjo do kotička ust. Sprav, to pomeni, da mi je tetiva direktno pred očmi. Ta črna tetiva, temu se reče tetiva, mi je direktno pred očmi vedno, a ne? In potem samo še z merkom višino pogledam in spustim in ustrelim. Prosim. Koliko ima pa ta funda? Ta je po moje, ne vem, 15. Ja, še kar nekako nese, ne? Pa še zabavam postati s tem strelom. Ta še najlepš nese. Zdaj bomo pokazali, kako se strela s tem lokom. To je bratec od vseh ostalih teh lokov, s tem, da se da s tem zelo natančno streljati. Se da res lepo meriti. Vam bom zdaj razložil kako. Prosim, upoštevajte ta navodila, če hočete imeti rezultat na koncu. Dokazal bom, da se da. Ja? Kaj bo se pa videlo, na koncu je pa vaša stvar. Prosim. 10, 15. Prav, še 7 pa kipa. Nekaj malega. Torej, spet, kar sem rekel, enako velja vedno. Pod puščico primemo s temi tremi prsti, s prvim členkom, vlečem nazaj s to kostjo do mojega kotička ust. Ja? In takrat se mi v bistvu tetiva prevleče direkt pred oko, kadar imam jaz to tle, je ta tetiva, ta vrvica, ne, mi direktno pred očesom. In ko mi je pred očesom, mi mora prekriti puščico. Sprav, ko imam črno črto pred očmi, mi mora prekriti oranžno puščico. Zakaj? Zato, da sem jaz v pravi smeri. Je smiselno? A ne? Vem, da sem točno v tisti smeri. Potem pa s konico puščice regulirate višino. Eno točko si zamislite, na začetku verjetno sredino, a ne? Na začetku boste imeli trening, si pač pociljate v sredine, pa boste pa videli, a ste šli višji ali nižji. Če boste šli višji, boste pol nižje ciljali, če ste šli pa prenizko, morate pa potem višje pociljati, a ne? Da boste v desetku streljali. Pravi, primem pod puščico, se postavim bočno na tarčo, a ne? Stopim v širini ramen, a ne? In vidim, da sem previsok. Spravi, moram z drugo puščico bistveno nižje ciljati, zato ker streljam tudi malo v dolino, a ne? Je bila desetka? Ja. Vidite, sem naredil korekturo, se reče. In zdaj vem, kam moram ciljati. In mora pa se puščice leteti v kam? Je v desetko, ne kam pa. Še vedno previsok. Deset. 9. 10 je. Tisto, ki je največ. Deset je.
Če se dotika bele linije tukaj, a ne, ali pa tega dela, torej bele črte, je že 10. Vedno se šteje v strelčevo korist, se reče, a ne. Še enkrat poskusimo. Kako bo šlo? A gredo pult puščice, ven? Samo en. Je 10? Ja. Let's go, bro. Lahko probam streljati. Lahko probaš, sam ti ne bo šlo najbolj po moje. Prva moja desetka v life. Počakaj. Bravo, za to. 1, 2, 3, 4. Tole ni list, a ne? 5, 6, 7, 8, 9. Kdo ve, kaj je to? Kdo ve, kaj je to? Kateri list je to? Neka trava. Ja, neka trava, katera. Nek list. Naj, da ne vem. Verjete, da ni lahko. Trava. Lahko, ja. Taka bolj tega. Vse nimamo. Ti si boš nosil. Tole ni list. Action. Ne, druga serija. Kaj pa če sta dve isti? Ni razdrta. Ja, tu je list. Tu je list, bravo. To je trava. Ne pej. To s tebe. Travo ne zafrkam, ker trava se da ful veliko. Še 3 minute časa je. Hiter poglejte, da se kakšni listki ne ponavljajo. Ja, Brina, pregledaj. Če ne boš tam šel v stran. Potem gre, oba lista greta stran. Ni tako. Ena točka manj. Zgubili. Ja, 1 točka manj. Minus točke je tudi dobilo. A to že imamo? A to je za Uh, Po 6. vse. to pa ne vem, bomo pogledali. Može točke manj. Kako vam gre? A neki se pritožujejo. Aha, Ja, ful Zakaj dobro, se pritožujejo? Kao da vi pomagate nam. Ja, Vam. ni koristen. Ta drug je neki. Kdo je rekel, da pomagam skupini? Tale rumen. Ja? Kaj pomagam? List jim dal, videl sem. Kaj sem? Jim dal. Ja, mal je bil špičast list, pa sem jim ga pomagal trgati. Našli so ga pa sami. Najdli in prepoznali so ga sami. Jaz sem ga samo trgati pomagal. Jaz sem koprivo tudi hotel vzeti, pa en tam list sem tudi hotel vzeti, pa pač nisem Kaj pa jaz sem to trgala, robidel je, kaj to? Če ne gre, vzamete 2 palčke in si s palčkam Pa pomagate. nekaj sem tudi to trgala, pa me prst teče, pa kaj ne veš. Ne, zato ker tisto je cvet, ni list tisto. To je to. Ono, ki smo v močeverju najdali netivo, a veš. To je list. One klobase rjave, ful visoke. Lara sem nekaj se razvrga. Veš, kaj je to? Nočem koprivo. Ta je isti kot ta. Pa kaj je umprneštvo? Jaz isto zdaj kaj je, ajde, ne vrglo nekaj. Ne, ni tale. Tukaj je. Ne. A ni? To. Bravo, Lara. Ne, pa če je to dvoje isto. Ne, tako mislim, da še nema. To dvoje je isto. Imamo to večjo, ne. Ne, tu dvoje. Kaj pa tole? Ne, a to imamo. A ne, to dvoje isto, sem da je drugačne velikosti.
Pokaži. Naši punčki bo imeniža. A je to dvoje isto? Ne, ni to dvoje. Okej. Prvi dan. Poglej, Ne. poglej. A to imamo. Obrniš tistega. Aha, Ne, nista definitivno. a vidiš? Je bila izmed človečka. To je listek. Ej, tega nimamo, no da. Mislim, Ja, da je poglej, četrave. a ta človeček imamo. to. Ja, to imamo. Ja, imam človečka. Nimamo. Druže! Kaj pa uno tam? Nimamo unga, to je trava. Tega nimamo. Tele rjave dlakice, te tabele niso tako pomembne, kot te rjave. Te rjave imajo v bistvu vse, to je pa eterično olje in to zelo dobro gori. Tale breza ni tako dolg ležala tukaj, vedno si trgate še košček stran, zato da ga pol dodate, ko ta ogenj zagori, ali pa mogoče tega upognete. Mogoče bomo tako probali. Je treba pa s krasilom, jaz ponovno takole kar se grejem v eno točko in se prej vse vname. Damo še tale košček noter, zato ker se vidite, se začne zvijati in potem se lahko ugasne, a ne? Take zvitke lahko tudi uporabljate za bakle, se pravi, če jih bolj zvijete takole skupaj, a ne? Evo bom sam pokazal. Takole gorijo zelo počas, zelo majhno svetlobo dajo, kaj ena majhna svečka. A ne? Date jih pa v razcepljeno vejo leskovo. Ok, razcepite svežo leskovo vejo, po dolgem. Poglejte, kako lepo gori, kot svečka. Še v roko lahko skoraj neseš. Mislim, da še lepša svečka. Še lepš, pa močnejš, ne? Ja, pa Pa ful tudi lepo. ne ugasne. Svečka pa se. Kaj rečete, ste navdušeni, a ne? To lahko malo plastiš, boče. Ste videli? In ko hodite, imate vedno baklo kako? Stran od sebe ali pa na desno do njega. Tukaj pince. Makni se. Baklo držite takole stran od sebe in malo v stran. Ne pred sabo, ker vas zaslepi, pa rahlo v zrak, da vam razsvetljuje pot pred vami, a ne? Morate pa paziti, da ne greste pod kakšnimi takimi vejami, ki so tele, da jim ne bi zanetlo kakšnega požara, ne? Prav pod streho morate paziti, da ne greste pod kakšno suho strehovo vejo. Še bolj navaren je pa brin. Ne je seboj, od смотри. Meni je možeš. Glejte to, kako brin gori. Nikdo da brin sem dobro. A pa brin lahko uporabiš tudi, da zanetiš ogenj. Ja. Moramo še malo brinja vzeti. Ja! Daj moč. Žal, kako imam nož, da bi berezu bil vzel. Gremo naprej. Gremo. Bomo nabrali, prav? Zdaj le gremo. Je še dosti brez po poti. Po brezi diši, ne? In če takole kaj damo od spodaj, bo počrnilo, a ne? Mi smo zmer puške okajevali z brezovim ljubjem. Ava. Zato, da se nišanje niso svetili. Ker so kovinski in če so oguljeni, da gre barva od stran, se svetijo in se ti poje svetloba odseva in te zaslepi. In takole pokadiš nišanje, puško daš takole na plamen in vidite črno palco. Ne, seveda se ni zažgala. Ja, sam saje, breze, a ne vidite, kako črna postane. Wow. Ko pepel.
Evo, bom še tukaj pokazal. Ja. Tako da date gor na dim. Ja, ne vzeti celo takšno brezdo. Brale, kaj si mi je zgodil, ko sem se A se je dobro vrteti? Kotalit, no pravzaprav ne vrteti. na neki napiču. Na koga? Na travo? Ja. Ja, lahko, da kakšno grmovje ali pa kaj tacga ven štrli iz trave, ja. Ni pa hujšga, ne? Ja, to je riziko, ki ga prevzamemo, nimaš kaj. Ste v redu? Ja. Okej. Ajde, tle se lahko talite dol. Kdo bo prvi dol? Ajde, oh my god. Ne, da bi tako se. Lega, lega. Oj. Ja. A ste v redu? Okej. Dobro ste se. Dobro dele. Paste nas se, prosim vas. Jaz se ga bom na neki napiču. Ja, Kako je bilo na jezeru? A? Sam nažalost noč nismo ujeli. Ja. Nismo kupili karte, pa nismo nič ujeli. Okej. A gremo? če rekel, da prej 10. Vreme je lepo. Srednje evropsko. Ni prevroče, ni prehladno. A ne, Max? A? Koliko mora biti? Mož bi malo bolj hladno moralo biti. Ne, Hladno? malo bolj. Ja. No, vse je super. Pravo je. No, kar gremo. Kar gremo. Tukaj. Kar peti Žan gor. Pa na vrh počakajte, prosim. Kako smo? V redu, pri vas? Dobro. Kako je tam, kjer ti? Ajde, da Milo pride. Kako si? Napiši v komentarje, kako si. Super. Jo, naj to. Dobar dan. Vijolčen list. Lahko zdaj. Ne, nima se te. Jaz sem svetljenko. Želim si podati znanje pridobiti, da poznam se znati v naravi, če bi se zgubil. Mi gremo na survival, ker bomo spoznali, tako si bomo v bivaku pojšel poslali. Kar počasi je lepo, tako, pa ziher. Evo, s palcem smo označili smer odhoda, kam gremo. S tem bomo potem tudi za nazaj vedeli, kam moramo odideti, če se bi nam karkoli zalomilo, oziroma če pot ne bi bila prava. In lomimo veje na naši desni strani. Ok? In sledimo teli živalski stezi. Jezero se vidi.
pa je Revič jezero. O, je veliko. Au. No, gremo počasi tukaj dol. Tuna. Kaj pa je višja? Kolika Janiko. Normalno skupa. Mašuka. Wow, kak lep travnik, bro. Slava Bogu. Slava Bogu, što je to štuka. Kopalke gore. Ti to tam. Brat se bo tu spoblekal, what? A viš, brisačo vam se bi Ja, ne, Ne. Ni varno, tle greš normalno noter. Kar počasi. Voda je to. Ja, gotovo da se tam. Izgrem ribe zdaj loviti. Danilo, tukaj počakaš. Danilo, ne pregloboko, ne? Max, lahko stojiš? Lahko stopaš? Ne? A lahko bolj skočim? Ne skačemo. Ej, zakaj to mečete, fantje? Ja, že lovili, samo ne morate kar metati, kaj če bi komu v glavo to preletelo. Danilo, nazaj stopi, prosim, bolj. Dalje se moram prvo iti. Vidi je za preplava tu in mora vsaj kak tudi to vriti. Kaj smo videli, kje sledi? Jelena. Jelena, tako je. Jelenata. Jelenjadi. No, tako, od jelenjadi, tako. Res je. Dajmo se kopati. Zdajle, pa samo tlele gor, po temle klancu navzgor, čist do vrha. Čekaj, gor gremo. Ja, tlele gor, lej, ko so tiste smreke, lej, tako, ko se vidi svetloba čez. Počakaj, Max. Počakaj, gremo skupaj. Max. Smo povedali, zakaj? A luštan tukaj, a? A ni? Lejte, to naravo lepa. Sveti Miklavž, ja. Ja. Čebula, la. A dobro tukaj? Kakšno mislite, da bo jezero? Veliko, malo, hladno? Lepo. Samo to ni Bloško jezero, še enkrat ponavljam. Vse boste videli, no? No, kar gremo. Tukaj. Kar pejdi Žan gor. Pa na vrh počakajte, prosim. Kako smo? V redu, pri vas? Dobro. Kako je tam, ti? Ajde, Danilo, pridi. Kako si? Napiši v komentarje, kako si. Super. Dobar dan. Vijolčen list. Lahko zdaj. Ne, nimaš. Jaz sem svetljenko. Želim si podariti znanje pridobiti, da bomo znam se znati naravi, če bi se zgubil. Mi gremo na survival, ker bomo spoznali, tako si bomo v bivaku, poj se poslali.
Kar počasi je lepo, tako, pa ziher. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?